Pozdravljene, drage gledalke in dragi gledalci. Na zadnji dan 64. Agre je potekalo tudi srečanje predstavnikov koordinacij Agro-Slomak. Poglejmo, kaj sta nam povedala minister Janez Cigler Kralj in ministrica Suzana Lep Šimenko. Izražam zadovoljstvo na zadnji dan letošnjega 64. sejma Agra, da zopet lahko gostim eno od kolegic ministric, velika prisotnost ministrov in predsednika vlade, tudi predsednice republike na letošnjem sejmu, kaže na to, da 16. vlada Republike Slovenije izjemno ceni vrednost slovenskega kmetijstva in tudi dogodek Agro, ki ima že častitljivo tradicijo. Danes je dan zamejskih Slovencev, lahko rečem, danes je dan tudi krepitve enotnega slovenskega kmetijskega prostora, ker s tem pravzaprav povezujemo stroko, politično prisotnost in tudi sicer kulturno povezanost naše matice z zamejci, našimi rojaki. Lahko rečem, da sva imela zjutraj že delovni zajtrk s predstavniki slovenskih zamejskih organizacij, predstavili so nama njihovo trenutno realnost z vidika kmetijstva in z vidika politične realnosti. Predvsem so izrazili željo, da nadaljujemo s podporo njihovemu delu, tako finančno kot organizacijsko, in to sva jim z ministrico Suzano Lep Šimenko seveda tudi zagotovila, ker se zavedamo, kakšen je pomen tega, da se v zamejstvu izvaja na primer svetovalna služba v slovenskem jeziku, da obdelujejo zemljo Slovenci in da se s tem ohranja slovenstvo v naši zamejski soseščini. Spregovorili bodo danes na dogodku Agri-Slomaka tudi o odpornosti kmetov. Sam lahko rečem, da vse prioritete, ki jih na Ministrstvu za kmetijstvo z novo ekipo predstavljamo, recimo generacijska pomladitev, potem pridelava zdrave lokalne hrane in odpornost, ter digitalizacija in umetna inteligenca, niso same sebi namen, ampak imajo ključni namen, da ostane kmetom več časa najprej za primarno dejavnost in pa tudi za odnose na kmetijah. Saj vemo, da so družinske kmetije hrbtenica slovenskega kmetijstva in v odnose je potrebno vlagati, da bo odpornost slovenskih kmetij tudi večja. S tem se zahvaljujem tudi stanovskim organizacijam, kmečkim stanovskim organizacijam, predvsem Kmetijska zbornica ima tu veliko vlogo s svojim tudi psihosocialnim svetovanjem kmetom. Mi vemo, da je veliko žalostnih zgodb, da je veliko stisk in lahko rečem, da v preteklih desetletjih teh stisk nismo dovolj naglaševali. Sedaj svetovalna služba opravlja tudi pomembno delo in pomembno nalogo psihosocialnega svetovanja in seznanjeni smo, da je povpraševanje kar veliko. Lahko rečem, da sem vesel, da so kmetje tudi prepoznali, da niso sami v teh stiskah in niso sami, to pa zdaj moja politična izjava, tudi v vseh, lahko rečem, preizkušnjah in stiskah, ki jih prinašajo ujme, naravne nesreče, vse ostalo, draginja, s čimer se pač soočamo sedaj v letošnjem letu. Jaz moram reči, da sem kot ministrica za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu izjemno vesela, da sem lahko danes na sejmu Agra pozdravila naše kmete in kmetice iz zamejstva, njihove predstavnike organizacij, zaradi tega, ker se zavedam, kako pomembno je, da skupaj tvorimo enoten slovenski narodni prostor. In če kje so ravno na kmetijah v zamejstvu, tudi v velikokrat težkih okoliščinah v preteklosti ohranjali slovensko besedo in zato smo izjemno hvaležni. Veseli nas, da so organizacije nekako med seboj povezane, da so v preteklosti ustanovili Agro-Slomak, ki še deluje danes, in da je bila to ena dobra praksa za tudi vse ostale zamejske koordinacije, ki so nastale za njimi. Številni dobri projekti so nastali znotraj te koordinacije in verjamem, da bodo naši kmetje v zamejstvu po tem principu delovali tudi v prihodnje. Sem jih pa sama nekako pozvala, da morda nekoliko več pozornosti namenimo mladim
ker od tega je odvisno, ali in kako bo slovenska beseda se govorila na zamejskih kmetijah tudi v prihodnje. Tako da vse, bom rekla, napori našega urada skupaj z njimi bodo seveda šli v poudarek temu, da mladi pripoznajo, kako pomembno je, da se odločijo za kmetovanje, da se ohranja slovenska zemlja in slovenska beseda tudi čez meje Slovenije, ki so začrtane na zemljevidu. Resnično me veseli, da imamo tako močne organizacije, kakorkoli opravljajo zelo pomembno delo in veselim se nadaljnega sodelovanja z njimi, tako da upam, da bomo naredili še marsikatero drugo dobro zgodbo. Kmetija v Porabju, en tak vzorčen primer, kako se ohranja slovenska identiteta, en tak center slovenstva v Porabju. Nadejam se, da kmalu odpremo podobno kmetijo tudi v Gorskem Kotarju in še tam naredimo en center slovenstva. Tako da to so primeri dobre prakse, ki jih bomo tudi v prihodnje na uradu podpirali, seveda pa skupaj z ostalimi resorji iskali tudi rešitve na izzive, z katerimi se soočajo naši zamejski kmetje. Hvala lepa. Naša ekipa je obiskala tudi predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Boruta Florjančiča. Poglejmo, kaj nam je povedal. Gospod Florjančič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na našem štandu. Kot slišimo, je sejem Agra v polnem teku, ljudi je veliko, utrip je prav živahen. Kakšni pa so vaši vtisi? Ja, prav pozitivni letos je, bi rekel, en izredno lep obisk. Prihajajo od kmetov do poslovnih partnerjev, zadrug in tudi politike, kar veliko, tako da tudi kar močni vsebinski pogovori. Kaj pa pomeni oziroma kaj pove Agra o samem trenutnem stanju v kmetijstvu? Ja, no, na Agri prav gotovo je beseda, ki se največkrat sliši, suša. Potem naslednja stvar je, kako bo ta pomoč urejena. Se pravi, kmet absolutno potrebuje v tem času pomoč skupnosti in mi kot skupnost potrebujemo močnega kmeta. Potem se pa vedno znova sprašujemo ob takih naravnih nesrečah, bodisi suša ali pa ujme drugih oblik, ali bomo končno kot odgovorna država poskrbeli za ta prehranski steber, uredili sisteme namakanja, zadrževalnike vode in tako naprej. Ne? Ali bomo vsakič bili plat zvona, ko se zgodi in potem, ko po suši pade dež, pozabili na to krizo. Torej, na nek način razumemo to, da se je v teh kriznih situacijah vloga zadrug še povečala. No, zadruge, mislim prav, da se pove, imamo izredno lepo in zdravo razvito zadružništvo. Imamo kar lepo število zadrug, pa ne govorim samo o velikosti, ampak zadruge, ki so razvile svoje poslovne procese, ki imajo svoje produkte, ki so ojačale svoje mreže in stabilno delujejo pač v svojih prostorih in so dejansko res tista podaljšana roka kmeta. Zadrugo je ustanovil kmet, jo upravlja in nadzoruje in če ima zadruga svoje, bom rekel, živilske produkte, vino, meso, mlečne izdelke in tako naprej, doseže to trgovca. Skratka, kmet čez to obliko dejansko ve, kaj se na pogajalskih mizah pri trgovcih dogaja. Skratka, upravlja svoje premoženje. Zdaj v teh, bomo rekli, turbulentnih časih, ali lahko sploh kmet še samostojno nastopa na trgu, ali je povezovanje res tisti bistveni del napredka? Glejte, na eni strani so kmeti, ki so zgradili in infrastrukturo, znanje in domet na trgu in je prav tako, so neki tudi inovatorji, ampak za kmetijstvo, kot ga imamo v Sloveniji, ki je fragmentirano že od nastanka pač kmetij, je pa nujno, da lahko neko to ekonomiko omogočamo, da jih zastopamo, so kmetje ustanovili že več kot pred 150 leti zadruge. In jaz mislim, da smo pač v enem času, ko zadružništvo lepo napreduje, imamo še marsikaj za postoriti, imamo cilje, veseli smo bili tudi prepoznanja, ko je država pred nekaj časa nam dala tudi naša lastna sredstva, s katerimi gradimo infrastrukturo od skladišč do predelovalnih zgodb in mislim, da je to tisti pravi cilj za zadrug. Skratka, biti na podeželju ali kot trgovska mreža, kot odkupna mreža in pa da gradimo svojo lastno živilsko dejavnost.
Veliko govorimo o prehranski samooskrbi. Smo na tem področju dovolj ambiciozni in ali se zavedamo, kako pomemben je slovenski kmet? Ja, slovenski kmet je izredno pomemben. Družinska kmetija obdeluje 95% slovenske obdelovalne zemlje. In tukaj brez slovenskega kmeta mi nikoli ne bomo mogli zgraditi prehranske suverenosti. Samooskrbnost na nekaterih področjih je nesmiselno zasledovati, ker nimamo naravnih danosti. Pač so tudi nekateri produkti, ki so zdaj postali celoletni in kupujemo jih tudi pozimi, paradižnik, bučke in tako naprej, ampak govorimo pa o prehranski suverenosti, govorimo pa o tistem, kar nam res omogoča za, bom rekel, Bog ne daj, za res težke krizne čase, da bomo pa sami znali poskrbeti, da bomo imeli dovolj hrane, ki bo potrebna. Tukaj imamo možnosti, mi imamo dovolj površin, imamo kot država, kot smo zelo, bi rekel, gričnata, predvsem v govedoreji, v mlekarstvu. Nekako pa smo pa v zadnji pri rastlinski proizvodnji, nekako se ne izkopljamo z tega, da bi sadjarstvo opolnomočili, zelenjadarstvo, tudi vinarstvo, kar padajo površine. Skratka, imamo kar kmetje in bom preložil to breme, ker je njihovo breme, kmetijska politika kar veliko dela. No, danes je Agro obiskal tudi hrvaški minister za kmetijstvo in oba slovenskim sta se strinjala, da je potrebno pred Evropsko unijo nastopiti skupaj s skupnimi interesi, povezani. Se vam zdi, da se na tem območju mednarodnega sodelovanja dovolj odpiramo, smo dovolj dejavni ali imamo še veliko manevra? No, na današnjem dogodku, ko se je pridružil hrvaški minister, za mene bilo eno zelo pomembno pozitivno sporočilo. Če mi iz, držav, kjer smo včasih sobivali skupaj, ne bomo prepoznali, da imamo skupne interese in se na parketu Bruslja skupaj znašli in dogovorili tudi s podobno mislečimi državami z istimi težavami, potem ne bomo upravili svoje naloge. In to je res en pozitiven signal, da bomo boljši pogajalci postali v Bruslju, da ne bomo samo sprejemali ukrepe, ampak jih bomo usmerjali in oblikovali. In čisto za konec, na kratko, kaj si z zadružniškega pogleda želite za slovenskega kmeta v prihodnosti? No, kot sem že prej rekel, ena nujna stvar je podpreti investicije, ki varuje slovenskega kmeta, ki jače prehransko suverenost, in to so investicije v kolektivne naložbe, skratka denar, ki se bo dal zadrugam, se da kmetom, nastale bojo nove predelovalne obrati ali pa bomo obnovili prepotrebne zgodbe, ki so res potrebne obnove in še čez nekaj časa bomo lahko opazovali in kupovali na naših trgovskih policah slovenske produkte. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Več o dogajanju danes in pa prihodnje leto nam bo povedala Sandra Sedmak, vodja komerciale. Gospa Sedmak, zadnji dan je danes. Kaj vse pa so si lahko gostje ogledali? Obiskovalci so si, tako kot vse dni do sedaj, še vedno lahko ogledali aktivno dogajanje na maneži. Zjutraj je bila najprej revija razstavljenih konj, potem so se predstavile vse pasme ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji skupaj s strokovnim komentarjem. Bil je prikaz striženja ovc in rokovanja z drobnico. Ministrstvo za kmetijstvo je podelilo priznanja za najboljše reje drobnice v letu 2026. Za njimi so se predstavili pastirski psi slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar, katerim smo ravno tako podelili priznanja. Zatem je zopet sledila revija razstavljenih konj. To je tudi dan avstrijske Štajerske, ko tradicionalno poteka tudi srečanje avstrijske Štajerske. To je tradicionalno dan prašičerejcev. Najprej je potekal posvet izzivi v slovenski prašičereji in pa nato podelitev priznanj zglednim prašičerejem. Za njimi je v bistvu se predstavil krškopoljski prašič s črno-belo harmonijo z Krškega polja. Srečali so se partnerji s Ribhrana. Potekal je B2B dogodek skupaj z Nizozemci, Forum Agra 2026. Potem je seveda sledilo tudi družabno srečanje prašičerejcev. Srečali so se starodobniki, traktorjev Štajer, tako da tudi danes je bilo živahno, je bilo pestro. Saj je sejem nenazadnje bil odprt v bistvu še cel dan, tako da so si obiskovalci, morda tisti, ki se niso želeli udeležiti v največji gužvi, lahko ogledali še čisto vse, kar sejem Agra v 2026 ponuja. Kakšni pa so zdaj občutki po koncu sejma?
Bom rekla takole, vsi mi, ki sejem organiziramo, naj povem, da organizacija takega sejma poteka skozi vse leto. Se pravi, ne bomo zaspali, ko sejem Agra zapre svoja vrata za obiskovalce, mi aktivno nadaljujemo s pripravami na Agro 2027. Je pa tako, da dolgo časa rabi, da se sejem fizično postavi, potem pa se tako v zelo kratkih parih dneh tudi zelo hitro pospravi in ostane tak nek občutek, bom rekla, otožen občutek, ampak vemo, da bomo začeli delati na tem, da bo drugo leto zopet tako in da bodo obiskovalci lahko se zopet ogledali nove aktualne stroje, kulinariko, nove izzive, s katerimi se srečujejo in bodo lahko poiskali razne nasvete, predavanja z vidika strokovnih inštitucij. Torej, kmalu bodo priprave na Agro 27 v polnem teku. Kakšne pa so mogoče želje za naslednje leto? Kaj bi dodali, kaj bi odvzeli? Letos je sejem Agra prvič potekal 5 dni, tako da glede na to, da je bila to tako za nas, kot verjetno tudi za vse obiskovalce velika sprememba, je sejem uspel več kot odlično. Tako da upam, da bomo naslednje leto vsaj zdrževali ta nivo, če ga ne celo dvignili. Vsekakor pa je leto za pomurski sejem 2027 zelo pestro. Začeli bomo v bistvu svoje poslovno leto po novem letu nekako tradicionalno z kronanjem nove vinske kraljice. Potem bodo sledila v mesecu maju in vse tja do konca junija ocenjevanja kakovosti, ki potekajo v samem sklopu sejma Agra. Potem sledi naš največji sejemski dogodek, to je Agra 2027. Nato pa nas čaka še sejem Sobra, sejem zaščite, reševanja in pa vojske. In nato ob koncu skorajda leta 2027 v mesecu oktobru od 22. oziroma od 20. do 22. tudi prvi vseslovenski kongres Megra. Megra, ki je z nami tudi več kot 4 desetletja, se je v bistvu popolnoma preoblikovala in tako iz sejemskega dela prehajamo v čisti kongres, ki ga bomo organizirali v hotelu Habakuk. Rekli ste torej, da je bila letošnja Agra uspešna. Kako pa to vidimo? Jaz mislim, da vsak obiskovalec, ki se je sejma udeležil, se je lahko o tem prepričal na lastne oči. Mi, organizatorji, pa enostavno dobimo občutek po tem, kar nam obiskovalci, pa tudi razstavljalci povedo. In izražanje mnenj je bilo pozitivno in mislim, da nam to daje spodbudo, da na tak način nadaljujemo še naprej. Gospa Sedmak, hvala za ta prijeten in zadnji pogovor. Se vidimo naslednje leto. Se vidimo v letu 2027 na istem mestu. Toliko smo vam pripravili v današnjem sejemskem vrtiljaku. Lep pozdrav iz Gornje Radgone in se vidimo naslednje leto.